La señora Romana Jordan. Spoštovani, ukrepe iz uredbe REMIT bodo izvajali nacionalni organi, glavna teža na evropskem nivoju pa bo na agenciji ACER. Zato mora imeti ta agencija, seveda mora poskrbeti za ustrezne človeške vire ter tudi za ustrezno zahtevno elektronsko opremo. Potreben pogoj za oboje pa je, da ima zadostna finančna sredstva in tu se povsem strinjam s tem, kar je pred mano dejal kolega Turmes, o tem je govoril tudi komisar Oettinger. In skrbi me, da se ocena o tem, kaj je potrebno za izvajanje uredbe REMIT med Evropsko komisijo in pa samo agencijo ACER zelo razlikuje. Evropska komisija je recimo ocenila, da za to potrebujemo dodatno 15 ljudi, ocena ACER je 56 ljudi. Tudi pri oceni za dodatne finančne vire glede opreme je faktor več kot 2. In zanima me seveda, zakaj prihaja do tako velike razlike in kakšna bo dejanska finančna realizacija in kaj se bo zgodilo v primeru omejenega financiranja. Moram poudariti, da se zavzemam za to, da ima ACER dovolj sredstev, da ustrezno deluje. Ne podpiram pa ustanavljanja dodatnih dislociranih enot in porabe denarja v te namene. In glede na to, da je bila že ustanovljena ena od pisarn agencije v Bruslju, me zanima tudi pravna podlaga za to odločitev. Še enkrat torej, da ob koncu poudarim, skrbi me, da za naloge, za katere se vsi strinjamo, da morajo biti opravljene po uredbi REMIT, da bo dovolj denarja. To se ne sme zgoditi, uredba se mora izvajati in to v celoti. Gracias, colega. Tiene la palabra por un minuto la señora Ulvskog. Tack, herr talman, herr kommissionär. Här i EU-parlamentet behandlar vi ofta frågor om energifattigdom. Vi pratar om energiförsörjning och energiomställning.